Po mnenju infrastrukturnega ministra ima mariborsko letališče kljub sedanjim razmeram velik potencial za več dejavnosti. V svojem delu, ki je ta najbolj odvisen od države, bi zagotovo rad izpostavil letališče Maribor. Država ima to letališče v prav posebnem uvidu. Na razvoj tega letališča gledamo s prav posebnim strateško državnim pomenom. Na Ministrstvu za infrastrukturo vodimo vse postopke, da bi prišli do prvih idejnih zasnov, da bi tam, kjer imamo danes to letališče, ki se skupaj stoji, da bi prišli do modernega, multimodalnega, zelenega logističnega centra, da bi bil to lahko ena izmed priložnosti tudi za Luko Koper kot za ledno skladišče. V svetu tovrstne stvari poznajo jih naše sosednje države. To je edinstvena priložnost tudi za razvoj te regije, za nova delovna mesta, za širitev gospodarstva, še močnejše gospodarstvo v Mariboru. Po njegovih besedah trenutno peljejo vse postopke, da bi letališče zraslo skupaj z logističnim centrom, to pa bi pomenilo doprinos k Luki Koper. Šlo bi torej za pomembno zaledni logistični center. To se ne izključuje z ostalimi dejavnostmi na letališču, bodisi z transportom potnikov in tako naprej. Seveda, da ne. Obstajajo tudi druge moderne primerjave, ki jih imamo v vidu. Septembra meseca pa bi bili prvi osnutki tudi, kako bi izgledala sprememba samega DPN-ja, bodo bili na razpolago. Ne povem, da tukaj sodelujemo tudi z državnim DRI-jem, ki nam tovrstne projekte tudi snuje, s katerim pač zgledno sodelujemo, in njihova obljuba je, da na začetku septembra meseca bomo imeli mi zaokroženo celoto, kako bo država uredila celovito to letališče. Mariborsko letališče je praktično novo letališče z moderno opremo, a vse skupaj stoji. Da se bo to spremenilo, upa tudi župan občine Hoče - Slivnica. Mislim, da minister ima voljo, da se zadeva izpelje, torej pregleduje tudi obstoječi državni prostorski načrt. Takrat je bilo 140 pobud, po mojih informacijah so odgovori na vse pripravljeni. Upam pa, da ostane v enakih dimenzijah, torej dolžina piste 3300, kar pomeni, da lahko 90% vseh letal po svetu tukaj pristaja. Mislim, da je čisto dovolj, to ne gre krajšati. Mariborski župan je po sestanku poudaril, da ima zdajšnja ekipa zastavljeno jasno vizijo. Verjamem pa, da glede na energijo danes, da smo si zastavili dobre, ažurne časovnice, operativno razdelili delo in verjamem, da se bomo še večkrat videli, ko bomo skupaj se veselili opravljenih projektov, ki bodo seveda služili meščanom tega mesta in razvoju cele regije. V planu je tudi že načrtovana železniška povezava mimo Magne do letališča. Glejte, nič ne bomo naredili, če bomo bili polovičarski. Se pravi, stvari morajo izgledati celostno in celostno biti pripravljene. Če bomo samo imeli ta multimodalni logistični center in dostopa železnice do samega centra, do letališča ne bo, potem vse za manj, ampak to bo. Dokler bom jaz minister, bom zagovarjal, da so stvari celostno urejene. Kajti tako bomo tudi lažje dobili soinvestitorje, morebitne partnerje pri projektu, kupce za projekt, upravljalce projekta. Stvari so, kar se logistične dejavnosti tiče, zelo dodelane in morajo biti zato skrbno načrtovane. Mariborsko letališče je eden izmed top 5 projektov ministrstva, je med obiskom Maribora še poudaril infrastrukturni minister.